Mami, ti meni vse po resnici poveš? Ja. Kaj pa ti, oči? Ja, seveda. A ti zdaj res nekaj delaš za službo? Ja, Matjaž, a ti zdaj res nekaj delaš za službo? Ja? Ker na zadnjem družinskem sestanku smo rekli, da med obroki ne bomo na napravah. Razen, če je za službo. Gloš tablico, no. Ok. Jaz mislim, da bi se mi moral upravičiti, oči. Oprosti, ker sem se ti zlagal, Petrček. In nikoli več se mi ne boš lagal, a ne? Nikoli več se ti ne bom lagal. Ok, v tem primeru pa bi te nekaj vprašal. A je res, da če jaz sam enkrat vzamem ketamin, da ne moram postati odvisen? Petrček, Odkje ti pa zdaj to? a ti je kdo ponudil ketamin? Ker če ti kakšen gospod ponudi, daj drogo, nama moraš to z očem takoj povedati. Kakšen gospod ponudi drogo? Je dobro, ne vem, no, lahko je tudi gospa. A res obstajajo gospe in gospodje, ki hodijo naokoli pa ponujajo drogo? Ja, in na začetku ti je dala celo zastonj, da se navlečeš. A res? Dej, Suzana, prosim te, a je v vseh teh letih kdaj do tebe prišel diler, pa ti dal drogo? Zastonj. Kdo se zdaj laže? Petrček, pet mi po jobco. Ni šans, hočem to slišati. Pet mi po jobco, ker me zebe. Ok, ampak ne se v ničemer pogovarja, dokler se ne vrnem. Pa dobro, kaj je s tabo narobe? Kaj z mano narobe? Če mu ti kar nekaj nabiješ? Ja, oprosti, ker hočem najnega otroka zaščititi pred drogo. Ja, ok, ampak potem mu povej, kaj ta droga je, pa kaj mu lahko naredi. Ne pa, da mu kar neke pravljice prodajaš. Ja, ok. Kaj pa je ta ketamin? Tega včasih ni bilo, no? Nimam pojma, ni to neko gnojilo. Dej vpraš ChatGPT, no, dej. Ok, kaj sem zamudil? Oh, hvala, Petrček. Pa ne boš oblekla? Ja, bom. Dej ti mi nekaj povej, kje si ti slišal za ketamin? Na ChatGPT-ju. Aha, in ChatGPT ti je kar tako malo sam od sebe začel razlagati o ketaminu. Ne, vprašal sem ga, katere droge so zdaj najbolj popularne. Zakaj te pa to zanima? Mami, star sem 7 let, mene vse zanima. Kire droge pa so tako najbolj popularne? Te Matjaž, no. Trava, MDMA, gobe, amfetamini, Ozempik. Aha, čakaj, ok, se pravi, ti včeraj nisi znal prebrati besede princeska, ampak amfetamini ni problema. Mila mi jo je prebrala. Seveda, da ima tvoja sestra neki prstne vmes. Kaj pa, če bi od zdaj naprej ti naju stvari spraševal, a? Ok, a je res, da če sam enkrat vzamem ketamin, da ne morem postati odvisen? Ja, načeloma ne boš postal odvisen od droge, če boš res vzel samo enkrat. Ampak problem je v tem, da se ponavadi na drogah zelo dobro počutiš in da jih hočeš vzeti večkrat. In kaj je s tem narobe? Droge imajo lahko take zoprne stranske učinke. Lahko ti je slabo, lahko bruhaš, lahko imaš drisko. Ja, in če jih zelo dolgo ješ, ti lahko izpadejo lasje in zobje. A ne, jaz rabam svoje lase. Lahko se po 2 dneh zbudiš sredi tega glasbenega festivala, pa nimaš pojma, kako si tja prišel. Matjaž, no. Lej, Petrček, droge niso hec. Ok, še dobro, da jih do svojega 18. leta ne smem probati. Ja, še dobro. A to ti je tudi ChatGPT povedal? Pa si mogoče sploh ni tako slab. Ej, super je. A veste, koliko ima enih informacij o seksu? A sta vidva vedela, da obstaja misionarski položaj? A vidva tako seksata?